Na moji desni strani je gospod Bizjak Ališ iz Inštituta za vode. Na moj prvi na levi je gospod Mitja Bricelj iz Ministrstva za okolje in prostor. Državni sekretar, čeprav razumem? Ne več. Aha. Sicer ne razumem, ampak... In pa gospod Blažeka Željko, ki je tudi iz inštituta, ampak za ekološki inženiring. Kaj pravzaprav možje počnejo na svojih položajih, bomo kmalu slišali, ampak... Ne vam ilustriram, kako je to potrošništvo globoko seglo, kar je pravzaprav za mene grozljivo nespoznanje lanskega leta, no, z mojim osebnim eksperimentom na ministrstvu, kjer sem hotel nekaj tako ali drugače vplivati na, recimo, ovedanje in zmanjšanje potrošništva in ravnanjem z, bi rekel, nenazadnje javnim denarjem. Vsi poznamo te, neki so stekleničke, plastenke z vodo, neki so tisti kulerji, ne, po slovensko, v kotih in tako naprej. Se pravzaprav vprašal, čemu se to, ko pa po vseh standardih teče voda z pipe neoporečno, in da bi bilo temu tako, smo še ekstra analizo naredili in je seveda Inštitut za varovanje zdravja potrdil, da je temu res tako, in pa smo rekli, sem si zamislil, no, recimo, zakaj vse to, če smo pozračunali, da so stroški za vzdrževanje vsega tega, mislim, da je bilo prišlo nekaj okoli 4000 evrov, dajmo to prihraniti in organizirati kozarce, vrče z vodo in nenazadnje promovirati našo vodo ljubljansko, no, ki je, hvala Bogu, še pitna in po nekih kazalcih boljša kot stekleničena. Katera stekleničena, ampak dobro? Boljša kot stekleničen, sam zdaj samo nekaj, ne? Zdaj pa naslednja plat zgodbe. To je pri ljudeh, ki so v službi na ministrstvu, ki bi morali, bi rekel, biti po izobrazbi prvi, zato povzročili skepso, ne? Oziroma celo nasprotovanje, kar je bil zame velik kazalec, kako daleč živimo v nekih predpostavkah, da neki ljudje, ki hodijo nekam v službo, razumejo, kaj je pravzaprav njihovo poslanstvo in kako, bi rekel, ravnajo tudi pri politiki načrtovanja in rabe vodnih revirov, da ne govorimo ravnanja s porabo snovi, energije in odpadkov, ne, ki povzroča vse to. In so pravzaprav bili začudeni, oziroma sem bil tako ali drugače razpoznan kot nekdo, ki jim dela probleme, ker njim pripada voda steklenice oziroma iz plastenke, ker je to tista varnost, ki jo vsak dan vidijo na ekranu ali tako in drugače. Hočem reči, kako daleč je prišla ta družba, ki ima certificirane diplomante in take in drugačne strokovnjake in ki zasedajo delovna mesta, ki na koncu krojijo ali pa potrjujejo programe za ravnanje z vodo. To je zaskrbljujoče za mojo, bom rekel, pravzaprav in bridko spoznanje lanskega leta, no? In zato, kolikor mogoče, ga promoviram to, da vemo, kje smo in da ne živimo v iluziji, da stroka rešuje stvar samo po sebi. Jaz sem se želel oglasiti ponovno v zvezi z eno ugotovitvijo, ki je gospa tamle v temi povedala prej, namreč zavidljivih 89% Slovencev po Eurobarometru verjame, da so podnebne spremembe grožnje v Sloveniji. Oziroma, da so grožnje, pač 89% vprašanih Slovencev to meni. In potem, v nadaljevanju te ugotovitve, moram tudi na glas povedati eno zadevo, ki smo jo slišali, mogoče si bil Mitja takrat čez ravno v Portorožu, namreč kolega Kos, Drago Kos iz Fakultete za sociologijo, je predstavil rezultate javnomnenjske raziskave, v kateri je Fakulteta za sociologijo ugotovila, da 75% vprašanih Slovencev in Slovenk ne ve, od kje pride voda iz njihove pipe. Ne ve. Zdaj, a to verjamemo ali ne, mislim, številka je šokantna, ne? To pomeni, kot da smo vsi skupaj 75% nepismeni in da nimamo pojma, da je voda pač prihaja iz podtalja, iz nekih prostorov v podtalju, ki so sposobni zadrževati to vodo in jo mi črpamo ven. Kar pomeni seveda to, da kmet, ki zabriše kamion gnojence na njivo, torej ni kriv, ker ne ve.
Očitno pri nas ni dojeto v praksi izobraževanja, da je potrebno to samo iniciativnost, samo odgovornost pravzaprav gojiti, kajti odgovornost do lokalnega okolja je tista, ki po moje, to je moja ocena, ni prevzgojena. Naj spet ilustriram na enem primeru, ko smo pripravljali to predsedovanje, pa je bilo pač Evropskemu svetu, kaj pa naj bo identiteta, pa kaj s čem naj tukaj Slovenija tako ali drugače. Zmedene pravzaprav vprašanja, neka stiska, in potem smo tako drugače vsak po najboljši volji prispeli. Jaz sem rekel, identiteta Slovenije, ki jo dajmo tako ali drugače promovirati je, hvala Bogu, vsaj v javnih sistemih pitna voda, evo, pijmo jo s kozarco, pa vozimo se, kadar se da s kolesi, pa promoviramo manjšo emisijo za tem vrstim enostavnih rešitev z lokalnimi viri. Pa niso vedela, se zafrkavam, ali mislim resno, pa potem, ta zadrega, ko gledaš v oči, obraze, eminentnih ljudi, pa največ, kar je bilo, so ocenili, da se ne izrečejo v temu in da so tiho, ampak pa, kot ste videli, pitna voda je bila iz plastenk v času predsedovanja v Sloveniji. Kljub temu, da je bil raden predlog, ta moj, sem vendarle se, bi rekel, za zgodovino sem ga dal v pisni obliki. Hočem reči, ni razpoznan, ampak zdaj in tako naprej, hočem reči, to je naša realnost. Pa ne veš, kje je zadrega, nikjer drugi kot v nas samih. In zakaj ne spremeniti, če se da, če imaš potrdilo Inštituta za varovanje zdravja, da je ta voda intaktna oziroma celo boljša kot od vrste ustekleničenih, pustimo oziroma moramo vedeti za Pomurje ali pa kjerokoli lokaliteto, da včasih presega in da je treba tam izboljšati stanje. Ampak kaj se je zgodilo zdaj? Recimo tudi zanimiva razprava, ki sledim, moram reči, ne 100% o povišanju cen vode, ker ta vlada, ko odhaja, si zdaj to dovolila, pa povišati, kar je mimogrede, jaz bi rekel, upravičeno, ampak o tem se vodi razprava o ti barabe, poglej, kaj so naredili, že tako je vse drago, ampak če pogledamo res iskreno, kubičen meter vode skozi pipo neoporečne stane zanemarljivo, bi rekel, malo v primerjavi z drugimi stroški, posebej, če to prelijemo stekleničeno vodo in jo imamo kar posod, tudi v straniščni školki mi gradi tako zdravo vodo. Ampak nobeno vpraša, samo predrago je, namesto da bi pravzaprav bili zadovoljni, mogoče na drug način, zdaj pa na ta poslovni, da je izvajalec te javne službe distribucije vode dobil končno neka sredstva, da bo lahko kakovost svoje storitve še izboljšal in nudil nam kot uporabnikom zelo jasno sliko, kako je s to kakovostjo vsak dan, vsako uro, če hočete, in da bo ta vir ostal tak tudi v prihodnje z izvajanjem režima v zaledju ali pa na sistemu. Ampak jaz nisem slišal še te pravzaprav od nikogar, da bo pa kot uporabnik zahteval od izvajalca javne službe to vrsten podatek oziroma ga zasus to vrstnimi kakorkoli predlogi, da mu ne posreduje, kako je pa zdaj z vzdrževanjem in kakovostjo vode zaradi povišane cene, kaj to pomeni pri boljših podatkih uporabniku. Vse to povišane cene vode omogoča, ampak mi smo pač enosmerni uporabniki, mi rečemo, to je brez veze pa predrago, pa spet pijemo vode s plastenke. Hočem reči, kaj je treba ob tem, da se nam voda povišali, da plačujemo več, pa spet govorimo, se to je brez veze pa predrago, pa nič ne storimo, da bi z te storitve, ki jo moramo plačevati, potegnili kakovost in sprožili ciklus odgovornosti, za katerega plačujemo. To je naš izdatek.